Policy Jam, kot je današnji, delamo zato, da pridemo od širših strateških tematik k konkretnim. Torej, zakaj nekaj ne funkcionira ali pa kako bi lahko nekaj funkcioniralo bolj konkretno, boljše. In zato se lotevamo različnih tem. Danes na temo prihodnosti gospodarske diplomacije. Torej, danes sem bila del skupine, ki je govorila o podpori slovenski gospodarski diplomaciji na nacionalni ravni. Torej, na kak način obveščamo in informiramo podjetja o tem, kako si lahko pomagajo z gospodarsko diplomacijo. Že sami izdelki, da tako rečem, so pokazali, da se precej stvari prepletane, da veliko deležnikov počne iste stvari in da bi morali to mogoče malo selekcijo narediti. Jaz še vedno pravim, da gre za zelo veliko nerazumevanje na eni strani med gospodarsko diplomacijo in na drugi strani predostikrat nerealnimi pričakovanji gospodarstva, kaj v bistvu bi morali dobiti. Gospodarstveniki se velikokrat pritožujejo, da imamo premalo predstavništev, kar je sigurno res, z vidika nekoga, ki se prvič podaja v tujino. Zdaj, moja velika želja je, da bi imela vsa veleposlaništva zapolnjeno mesto gospodarskega tešeja. Zato rabimo tako finančne resurse, pa tudi rabimo zelo usposobljene ljudi, ki bodo predstavljali slovensko gospodarstvo v tujini. To je eden velik izziv. Tam želim videti človeka, ki aktivno obvlada jezik države, v kateri bo funkcioniral. Slovenija mora najprej definirati, v katerih segmentih je njen fokus in na to veliko več narediti za promocijo sebe kot blagovne znamke. In to je na eni strani večje predvidevanje globalnih trendov in sooblikovanje prihodnosti. Usmeritev na večjo fokusiranost, na prioritetne trge in prioritetne panoge, večja usklajenost med deležniki, fokus na malih in srednjih podjetij. Seveda potem ključna storitev z strani gospodarske diplomacije, da zna tudi sama zaznati priložnosti in nas opozoriti na nje v tujini. Večji izkoristek mednarodnih finančnih institucij in skladov. In po drugi strani odprtost te diplomacije za ideje in pa pobudo gospodarstva. Tako vizionarsko pa vsekako razmišljam o tem, da bi bilo treba okrepiti na eni strani prisotnost gospodarske diplomacije v Bruslju, na drugi strani pa se posvetiti diplomatsko-konzularnim predstavništvom v Afriki. In seveda poudarek na internacionalizaciji znanosti in inovacij. Slovenija je tukaj odlična in prav je, da za to ve tudi svet. Definitivno pa lahko ta del gospodarske diplomacije dviga rating Sloveniji, jo prikazuje kot odprto družbo, družbo prihodnosti, zato da tok bega možganov obrnemo v našo korist. Zanimivo je, da tako kot vsi deležniki govorimo zelo podoben jezik. Še bolj zanimivo pa je, da tudi gospodarstveniki, ki nam držijo ogledalo ali delamo svoje delo dobro, govorijo zelo podoben jezik. To pomeni, srečevanje je okej. Zdaj mislim pa, da nas čaka predvsem izziv za to, da implementiramo to, kar je bilo danes izpostavljeno in bomo morda že čez en mesec boljši.